Sem pokrita. Sem pokrita. V redu, pravkar prihajamo na prizorišče pretepa v teku pri Dollar Generalu. Enota je na prizorišču. Mislim, da je rekel, da je imel nekdo strelno orožje. Tukaj, nahranila te bom. Bili smo zadaj v trgovini. In zdelo se je, da ga je dobil za nered. Imamo pištolo. S tabo sem v redu. Kaj je tvoja poteza? Slišal si? Pridi, jaz bom naslednji. Ja, v redu? V redu. Super je. Gremo! Smo zadaj. Zagrabijo za grlo. Odločil se je preskočiti pult in napasti obe zaposleni. Ti dve dami sta tukaj zaposleni. Tako je preskočil pult in začel daviti tega moškega. Okoli vratu. Pred žen, njene lase in v bistvu je začel iti proti njenemu obrazu. Ampak kaj se je danes zgodilo? Zakaj si zdaj v lisicah? Šel v trgovino in so ga postavili pred trgovino. Nič se ni zgodilo. Predtem Ni bilo pretepa. To je tisti, ki smo ga iskali v drugem klicu, to je Livingston. Hudiča, je to avto za iskanje? Ja. Torej je bil on samo... Brcal vrata, vseeno. Vidite, kot da je mališic v prodaji na vsem. Jaz sem videl, posnetek ni bil. Torej, kadarkoli vprašaš, tudi ona ni nikoli plačala. Polomili je očala in vse ostalo. To nima smisla. Torej si jo hotel pretepst. Zakaj? Hočeš iti v zapor? Kaj si počel v hiši tam dol po ulici? Ravno si prišel od stričeve hiše, kaj ne? On je zelo 56. Si prišel od stričeve hiše. Takoj spodaj, po cesti. Si pravkar prišel iz tiste hiše. Si brcel vrata, si tam kaj zlomil. Ne? Nimajo pojma, kdo je ta tip. Ne? Torej, on je ful pijan, tako nekako predvidevam. Pretepel ga bom do konca. Hej, glej. Imamo pod nadzorom. Imamo to, razumem te, vem, da si jezen, tudi jaz bi bil, razumem, ampak imamo pod nadzorom, v redu? Poglej tisto hišo, kjer je bil. Ne, popolnoma so ločeni, on je samo sorodnik zaposlenega, kaj ne? Ja. Ja. In moja nečakinja je preživela. Že smo ga iskali zaradi ločenega klica, kjer je vandaliziral hišo. Tako je prišel v to trgovino, iz nekega razloga je napadel oba zaposlena, preskočil pult in ju začel napadati. Kot da je nek... Ljudje, ki so bili v trgovini, so to prekinili. Tako bomo imeli kaznivo poškodovanje tuje lastnine in nato še 2 obtožbi za napad. Na srečo je bilo noter nekaj dobrih ljudi, uspelo jim je odtrgati napadalca od obeh ženskih žrtev v trgovini. Zdi se, da je izjemno pijan, nismo povsem prepričani, kaj vse to povzročilo, ampak tako pač je. Bil bom na Flint River Road, ko je Charger še vedno vozil. V redu, brat. Kako dolgo bomo še vozili? Izklopi radio, zabeleži me v zasledovanju. Kendrick Road proti severu. Hitrost 73 milj na uro. Kdorkoli je za menoj, naj to sporoča.
Raže se ustavi. Raže se ustavi. Pojdi višje. Nehaj se gati. Obljubljam. Oprostite, to je moj avto. Sam ustrašil sem se, človek. V redu. Zakaj pa bežiš? Brat, to je samo moj avto. Nimaš zavarovanja, brat. To je to. Avto sem pravkar kupil na Facebookovi tržnici. Brat, veš, to je navadna globa. Mislil sem, da mi boste pustili, da to naredim. Rekel si, da se ljudje zataknejo med igra. Moj oče je pravkar prišel iz zapora. Vidimo. Prisahni pri Bogu, to je edini razlog, zakaj me je strah iti v zapor. Pravkar si to situacijo naredil še veliko slabšo, brat. Daj vstani. Postal sem živčen, ker so mojega očeta napadali in zabodli. Ravno sem kupil ta avto, tudi moja mama. In pravkar sem prišel od ene punce z neki denarja. Pravkar sem prišel od ene punce in grem naprej. Ne, je trefa drita. Imaš kaj v žepih, brat? Nič. Brat, tukaj počneš neumnosti, človek. Obljubam ti, da ne počnem nič neumenga. Ne, kar pravim je, da neham govoriti o teku, brat. Mislil sem, da me boš zaprl. Bil sem. Kot, želel sem, to je žigalnik. Lahko ga pritisneš, to je žigalnik. Poskušal sem ustaviti vozilo na tem dovozu tukaj. Ker je šel na pas za zavijanje levo in se je odločil, da bo izsilil vozilo namesto tega. Dva moja brata sta bila zabodena ob strani in prestrašil sem se. Zato sem pustil vozilo naprej. Nadaljeval je z vožnjo še nekaj časa. In zavil sem na Kendrickovo cesto. Od tam naprej se je odločil pobegniti pred mano. Ni prišel daleč in se je nato zaletel v hišo. Bi se želeli usesti tukaj? Avto ni bil ukraden, po njegovem mnenju. V redu, to je v redu. Mislim, da na hiši nimaš nobene škode. Mislim, da je opraskal tvoje grmovje. Vseeno si bomo to ogledali, samo za vsak slučaj. Bom pa res zaposlen v pisarni, da grem naprej. Ja, hiša je v redu. V redu. Prepeljan bo v zapor okrožja Clayton in imel bo kar nekaj obtožb, ki ga bodo spremljale, preden se pojavi pred sodnikom. To je samo 10 od njih. Potem jih ima še 6. Ja, težek dan je, prim. Prekleto. Mislim, da mi je zmanjkalo papirja. Imam še več papirja, ne skrbi. Še vedno je decentralizirano. Zdi se, da je še vedno sproščeno na North Street proti, recimo, Gravesu. Kar bomo storili je, da bomo poskušali pomagati V-setu. Trenutno zasledujejo bežeče vozilo, zato se bomo premaknili na območje, da vidimo, če lahko postavimo bodičaste trakove in se postavimo pred vozilo. Smo precej blizu, tako da upamo, da bomo lahko videli avto in mu nastavili bodičaste trakove. Signal 4 v vodi. V redu, zdi se, da je avto zapeljal v vodo. Torej, odpravili se bomo na območje in poskrbeli, da ta oseba ne. Ne izstopi in ne gre plavati. Pripravljen sem vzleteti proti vodi, če nas bodo poklicali. Uporabljen je bil taser, voznika imam na tleh. Hej, preveri avto! V redu, preverili bomo, da ni nikogar drugega v avtu. Nehaj se upirati. Poskušam preveriti, da ni nikogar drugega v avtu. Oni to urejajo. Ne vidim sopotnika. Pravkar si pobegnil in ogrozil življenje vseh. To nisem. Ja, si. Aha, to je to, prav. Nazaj. Takoj nazaj. Dobil sem denar. To je lepo. To je belo. To je bel plamen. Kaj? Ne poznam tiste vrečke v velikosti softball žoge. Meta, ki ga imaš v svojem žepu.
Tistega tam. A ne bi bile to tvoje hlače v njem? To ni moje? To je sveže narejen metamfetamin. Kristalno čist. Poglej to. Ne vem, če je lahko šap bolj sveže ali ne. O ja, to je sveže, stari. Ustavil sem ga zaradi neupoštevanja znaka stop. Takoj je pobegnil z veliko hitrostjo, ko je zagledal moj patruljni avto. Prevozil je več stop znakov in rdečih luči. Ni ga bilo prav nič briga za kogarkoli v skupnosti. Ko je prišel okoli tega ovinka, je izgubil nadzor. Padel je v reko, poskušal je pobegniti iz vozniškega sedeža. Bil sem prav tukaj, hitro sva se zapodila peš, kjer je odvrgal eno vrečko metamfetamina. Nekajkrat sem uporabil svoj taser. Nekaj časa se je boril z mano na tleh, vendar ni zmagal v boju. In danes bo šel v zapor zaradi več stvari in verjetno zgubil svoj avto. Kot lahko vidite, je dobro, ko lahko nekoga, ki povzroča kaos, spravimo z ulic. Kot lahko vidite, je ljudem všeč, ko enega nepridiprava spravimo z ulic. Torej, še eden manj na ulici. Dobili smo prijavo o vozniku v napačni smeri, ki je morda pobegnil drugim policistom. To je avto. Dinamična samotarica. Pridržite jo. To je. Šešto 323. Zdaj gremo do njega, da vidimo, kaj se dogaja. Samo preverjam tvoje končno. Ne morem verjeti, da si ti. Ne blokiraj tega prometa. Nadaljuj s hojo nazaj. Jaz ga primam. Hodi nazaj. Jaz ga primam. Nadaljuj s hojo nazaj. Nazaj. Nadaljuj s hojo nazaj. Ne ustavi se. Hodi nazaj. Pusti, da ga pripeljem sem k sebi, boljše, da gremo. Stopi s pločnika na desno. Skoči sedla na svojo desno stran, buba. Na tvoji desni. Kar pridi, kar pridi, kar pridi, kar pridi. Še vedno sem na avtu. Kar prid, sem drži orožje na avto, kar prid. Heather, ti pa idi. Heather, ti ga primi. Prav, pusti, da dobim. Kar pridi. Kar pridi. Kar pridi, drži hladno avto, kar pridi, kar pridi. Kar pridi. Poj na kolena, poj na kolena. V redu, naj trije pridejo k meni, trije k meni. Karla želi zamenjati stran. Ja, kdo bo vzel avto? Ravno bomo pregledali avto. V redu, premakam se. Čist, avto je čist. Avti so čisti, avti so čisti. Človek, to je povpraševanje za igralca 2205. Pravilno si dobil, 28. Kako ti je ime, prijatelj? Imaš pravico molčati. Vse, kar rečeš, se lahko uporabi proti tebi. Na sodišče imaš pravico, da je odvetnik prisoten pred kakršnim koli vprašanjem. Če želiš, če si ne moreš privoščiti odvetnika, bomo določen, da te zastopa brezplačno. V redu, razumeš svoje pravice, prav? Ob upoštevanju teh pravic želiš govoriti z nami. Si pijan, kaj narobe s tabo? Si bolan? Imaš. Si ja. Ali si danes večer pil? Ne. Si danes večer užival kakšne droge? Zakaj so tvoje oči tako zožane? Prav tako bi to želel. Ali imate kakšne zdravstvene težave? Ja, v redu, vstani. Pridi sem. Koliko praviš, da si pil? Ni povedal, ampak bodi si to ali pa droge. Imaš kaj pri sebi, kar bi nas lahko zbodlo, porezalo ali kako drugače poškodovalo? V redu, iskreno, si danes večer pil? V redu, si danes večer vzel kakšne droge? Si prepričan? Si diabetik? Imaš kakšne zdravstvene težave? Da ali ne, v redu. Koliko si stara? 30. To je kar mal preveč. V redu, kako? Koliko si star? Pripravljen na 51, nič. Prešeto.
V redu, zapeljem bom ta avto na cesto. Se zavedaš, da si popolnoma na napačni strani ceste? Vozila si v nasprotnem prometu. Kako? Ne vem kako, ampak resnično, tvoje vozilo je na napačni strani ceste. Nocoj bi lahko koga ubila. V redu, torej greš nocoj v zapor, prav? Vidimo ga malo, bili smo na sprednjem sedežu. Drož. Mislim, njegove zenice so čisto majhne. Kje je Gonzo? Je to heroin ali fentanil, kar smo vzeli iz tvojega avta? Samo preverjam. Poslušaj, osredotoči se. Kaj je to? Ne, to je fentanil. Stav. Imaš komplet za testiranje na fentanil, kateri? 2341. Ja, to sem jaz. Kje? V redu, razumem prav. To je fetivok. Torej, prejeli smo klic o pijani voznici iz bolnišnice, ki je vozila po sredinskem pasu. Prišel sem do njega, opazoval sem ga, kako vozi po sredinskem pasu, nato pa očitno ni uspel obdržati svojega voznega pasu. Vključil sem luči, ni se ustavil. Nadaljevala so vožnjo, večkrat je zapeljal na nasprotni vozni pas, skoraj je večkrat povzročil nesrečo. Na srečo se je vrnil na pravo stran ceste. Končno se je ustavil prav tukaj. Izvedli smo visoko tvegano zaustavitev vozila in ga pridržali. Med pregledom avtomobila smo na voznikovem sedežu našli vrečko, ki je videti kot heroin, a je verjetno fentanil. Pravkar bomo to testirali, prihaja pa tudi nujna medicinska pomoč, da ga pregleda. Ampak zagotovo gre v zapor zaradi neustavljanja, pa tudi zaradi drog in bomo videli, kaj še imamo. Ali je to heroin ali fentanil, nadzor je bil obveščen, vendar ovira promet. To so mamila, zagotovo mamila, to pa je trda droga. Tega tukaj ne bom testiral, ne na vetru. Lahko prideš gor, kaj je to? Vzel jih bom, preden grem naprej. Si nocoj kaj vzel? Ne vem, si prepričan glede tega? Si prepričan, da nisi ničesar vzel? Tvoje oči se dobesedno prevračajo nazaj v glavi. Poklicali bomo reševalce, da pridejo sem in se pogovorijo s tabo, v redu? Si v redu? To je 100% pravilno. Kaj ti spet? Rekli si, da je bilo to težko delo. To poskušam povedati. Ne vem, zakaj gre pri vsem tem. Pripravimo naj bo narcen pripravljen, za vsak slučaj. Ma kdo narcen, da ga imamo pri roki, če bo treba. On hiter zgublja zavest, nočem mu ga dati, dokler se še odziva na nas. Ampak njegove oči se že obračajo nazaj, njegove zenice so zelo zožene. Bil sem doma. Predviden prihod reševalcev. Konec. Rekla sem vam, da bo nocoj malo mirno. Si rekla, si res. Pridi v naš avto, drži noge razkrižane, prav? Slišim ga. Nekdo prihaja za nami. Hej, prihaja. Misliš, da ti to ustreza? Ni šans. O ne, to morda ne bo prišlo. Malo. Ja. Moramo zmagati. Misliš, da je to ognjemet zaradi tega, kar je rekel? Jaz ne mislim, da je to ognjemet. Naj dobim enega od tistih kompletov za testiranje na fentanil. To ni ognjemet. Torej, pridržanje, trenutno še vedno mislimo, da je pod vplivom mamil,
in da prehaja iz zavesti v nezavest. Verjetno, kot sem rekel, je še vedno pod vplivom. Tako da imamo gasilce in reševalce, ki bodo prišli in pripravili bomo narcanzan. Potem ga bodo verjetno odpeljali v bolnišnico. Običajno se to zgodi. Izpišemo naloge za prijetje, obvestili nas bodo, ko bo odpuščen, potem ga bomo prijeli in ga odpeljali v zapor. A pa, veste, odvisno od tega, kaj želi Lee, bomo sledili temu. Tako, ampak zdaj so že na kraju dogodka, zato ga moramo odpeljati na zdravniško oskrbo. Ampak ne, mislim, da moč to vsem preveriti. Ja, potreboval bom medicinsko pomoč v okrožju Knox. Policist Jules Zogman je prejel klic o policistu v stiski. David, how are you, okay? David 9. Fredo Dre. Mogo, da smo na območju. Moje na 20568. Letališče gremo. Je kar daleč, ampak bomo vseeno šli. Torej, imamo policista, ki je vpleten v pretep. Zato se bomo odpravili tja in preverili, če potrebujejo še več pomoči. Nekaj policistov je že tam, ampak vseeno bomo šli tja hitro. Prizorišče prijave o policistu v stiski prišlo je do pretepa. Slišali smo, da so drugi policisti že na kraju dogodka. Je prav tukaj na modačku. Ja, res je brcnila, zato je v tem položaju. V redu, hej! Hej, poslušaj me, kako ti je ime? V redu, gospa Amba. Preiskal te bom. V redu. Ne, nehaj. Jaz sem. Naglažma. Imava ta dogovor. Ja, v redu, prav. Torej, kar praviš, malo razumem. V redu, samo trenutek. V resnici bi lahko... Razumem te. Odkot si, Ambo? Malo naprej po cesti. Malo naprej po cesti. V redu. Gospa. Ja. Ja. Pripomočki za uživanje drog. Čas. Ona je. Obtožuje me, da imam njegovo A mehurček v njeni torbici. Preverili so moje tablice. On ima svojo gasilsko značko. Zdaj se šalim, kaj bo, ko me dobi v roke. Kako je to mogoče? Nimam vsega. No, bom morala preveriti. V redu. Ker stvar je taka. Tako preverjaš? Ja, res je. Ker žal je imelo veliko ljudi tukaj stvari. In jaz te šele spoznavam. Ne pravim, da lažeš. Ampak moram vse obravnavati enako. No, tam ni nikogar. Prav. Potem pridi malo bližje k meni. Oprosti, da se to dogaja, ampak moramo biti vestni, kaj ne? Prav. In žal mi je zaradi tega, ampak... Draga, ampak vseeno moram preveriti, prav? Ker nočem, da bi našel karkoli v zaporu, če si kaj snela. Because I ain't got nothing better else going on. Lahko obrišem usta s svojo ramo? V redu, ne, potrebuješ me, kot da imaš roke. Globoko dihaj, prav? Vdihni globoko. Vem, je stresno. Ne, ni on tisti, ki je stresen. Gre za to, da so dobesedno... Jaz sem, dobesedno sploh nisem bila na tvojem mestu. V redu, sleci jih. Ja, gospa, bom. Najlepša hvala. Ne brcaj me, prav? Ne, ne vidim nikogar. Torej, ta mlada dama je imela opravka z našimi policisti, ker ima začasno neveljavno registracijo. Potem se je odločila, da se želi boriti z nami.
Našli so kup pripomočkov za uživanje drog in mislim, da so našli tudi nekaj meta. Torej, bo šla v zapor. In mislim, da je to zaenkrat to. Ali ima avto? Kakšen avto je to? No ja. Potrebujete vleko? Ne, no, jaz sem mala srnica. Ja, Pat, ne vračaj se. Ja. Poteklo od leta 23. Sedeli smo na tem dobrih 10 minut. Šla je nazaj noter, zato smo z njo vzpostavili stik. Notri. Mislila je, da smo šli. Ona, v svoji torbi ima zagotovo veliko stvari, kaj ne? Ja, res. Ima nekaj takih, ki ji povzročajo dodatno breme. Očarjeval. Ona je očarjiva. Čau je. Zelo je ohlapno, on se premika za njo. Ja. Če si ti v redu, sem tudi jaz v redu. Ko sem jo pritisnil na tla, smo bili v redu. Poskrbeli bomo, da bomo pobrali vse kovance. Vedel sem, da ima drogo. Ja, žal je tako. Kar je, pač je. No, to je dobro. Si v redu? Odkod je to? Čez cesto. Hej, vsi se postavite za to kolo tukaj. Adam 12, tukaj na Stormu so bili sproženi streli. Hej, pridem do svojega avta, potrebujem svojo puško. Umakni se stran! Stoj! Sem noter, sem! Nekdo naj pride gor! Tukaj nas zakri, bam, zakri nas. Na tla! Pridržite jih! Ustavi se, roke gor! Pridi sem, pridi k meni zdaj! Pridi k meni! Človek, ne! Pokrit sem notri, na tla, čist na tla. Dvignite ga, pridite ga čez cesto, spravite jih na varno! Nimam pojma, odkot so prišli te streli, slišal sem jih. Jaz in moj oče sva jih vzela noter, ker sva jih slišala. Odkod je prišlo? Tam čez cesta. Katera stran? Tam, kjer je Tio Punejo, ne Tijan Panejo, ampak mehiška trgovina. Mehiška trgovina tam? V redu. Imaš kakšno orožje, kaj tazga? Ne, gospod, imam elektronsko cigareto v desnem žepu. To je to, moj telefon. V redu, torej. Stojimo naokol in se pripravljamo, da zaključimo s prejšnjim primerom streljanja. In nad glavo nam je priletelo približno 6 do 8 strelov iz smeri mesta, kjer smo zdaj. Tako da imamo trenutno skoraj vse enote tukaj zunaj, ki iščejo strelce. Imamo 2 do 3 moške hispanskega porekla, ki so pobegnili z tega območja. Imamo 3 pridržane, ki so morda ali pa tudi ne del tega, vendar nam dajo informacije o 2 do 3 moških hispanskega porekla, ki so tekli v to smer, verjetno proti severu po 133. Videti je kot eden od njenih zaporniških čevljev. Pazimo na navzkrižni ogenj, ker če začnejo streljati v to smer, smo v liniji ognja. 3, ki smo jih pridržali, so rekli, da sta 2 moška hispanskega porekla stekla v to smer. Mislijo, da sta bila ona 2 strelca. Trenutno se bomo verjetno vrnili na naš prvotni položaj, da preverimo, če najdemo kakšne tulce, jih zberemo kot dokaze in pokličemo naše kolege, da opravijo vse to.
Za te tri, ki jih imamo trenutno pridržane, nisem prepričan, ali jih bodo zbrali. Poskušajo zbrati ostanke z njihovih rok, da bi ugotovili, ali so morda streljali s katerim od orožij, ampak trenutno je tako. In o tem bomo nadaljevali. Predostavili bomo tole Buick, vozi približno 25 pod omejitvijo hitrosti in nima luči za registrsko tablico. Torej bomo šli ven in preverili, zakaj vozimo tako počasi. Voznik nekaj išče spodaj. Poglejmo, kdo vozi. Pozdravljeni, kako gre? Imate nekaj težav z avtomobilom? Ja, vidim to. Je. Kaj si iskal? Spustil sem svoj sedež in začel zažigati papir. Aha, razumem, prijatelj. Cool. Imaš osebni dokument pri sebi? Capro Brasso, Chris County. Ja, torej, nimaš luči za registrsko tablico, to je ena stvar, ampak komaj se premikaš. Ja, jaz nimam vozniškega dovoljenja, on ga ima. Vozim jaz, ker imamo težave z avtom. Razumem. Ti je dovoljenje začasno odvzeto ali preklicano? Mislim, da mi je bilo odvzeto. Zaradi neplačevanja preživnine že dolgo nazaj. So ti odzeli dovoljenje zaradi neplačevanja preživnine? Pravzaprav sem ga dobil nazaj, ampak moram plačati $20, da ga ponovno aktiviram. V redu, razumem. Vse bomo uredili. Ni nalogov za aretacijo ali kaj podobnega? Ne? Prav. Torej, za zdaj samo pridi ven in se pogovori z mano. Naj preverim, ali ti je bilo dovoljenje res odvzeto. Ja, brez dvoma. Nimaš nobenega orožja ali kaj podobnega pri sebi? Stopi do mojega vozila. Samo pretipal te bom zaradi orožja, v redu? Kaj imaš v žepu srajce? Žigalnik in neki za moj zob. Za tvoj zob. Je v redu, če preverim avto? Ja. V redu si. Ja, v redu. Torej, počakaj tukaj. Prav. Lahko izstopiš? Prav. Pojdi nazaj k svoji družini. Prav, prijatelj. Lahko tudi ti izstopiš. Tukaj, pojdi nazaj k mojemu partnerju pred mojim avtom. V redu. Demetrius, pojdi nazaj. Pojdi nazaj. V redu. Obrni se. Daj roke za hrbet. Jaz? Ja. Zakaj grem v zapor? Ne greš v zapor. Vsi ste trenutno samo pridržani. Zakaj se tako potiš? Obrni se. Imaš težave s srcem? Kaj pa vrečka droge, ki ti je padla iz sedeža, ko si vstal? Kako to misliš? Kakšna vrečka z drogo? Enako. Ko si izstopil, ko si zdrsnil iz avta, ti je vrečka droge padla izpod tebe. Zato si zdaj pridržan. Verjetno lahko razložiš, zakaj si tako potiš. Torej se zbudiš tako prepoten, kot da si pravkar skočil izpod tuša. Ves čas se potim. Verjetno si to že preveril, kaj ne? Srce. V redu. No, metamfetamin verjetno ne pomaga, samo bom. Prisežem. Ustavil sem te že prej in ti vzel droge. Nikoli nisem tega naredila. Nimam metamfetamina. V redu, super. No, pojdimo se usest. 47 lahko daš v svoj avto. Ja. Ko je izstopila iz avta, je padlo nekaj droge. Proud 2K. Kot lahko vidite, ima še več metamfetamina in svoja škatlica za cigarete, na kateri je dobesedno sedela. Očitno je namestniku Woodcocku povedala, da ima še več metamfetamina pri sebi. Kje so fižoli spet? Ja, v čem že? V tvojih hlačah, v redu. In ti samo ležiš tam. V redu. So v vrečki, ali kaj? V redu. Torej, kar bom naredil v redu, je, da snel ti bom lisice. Vzel boš to in vzel boš vse ostalo, kar imaš pri sebi. Razumeš? Če tega ne narediš in to odneseš v zapor, je to hujše kaznivo dejanje. Vem. V redu, zato bi dobro premislil in vzel vse. V redu. Kaj vse imamo tukaj? V redu, govoriva glasneje. Zame preveč momleš. V redu. No, ti fižoli niso prazni, obljubim ti. Kateri? In tisti s kapsulami so še vedno skupaj. Ja, ampak so prazne. Si jih sam ponovno sestavil skupaj? Čudno je. V redu. Prav. Torej, razumeš, da greš v zapor, kaj ne? Ja. V redu, mislim, to je veliko kapsul. Ja. Ženski potnici na zadnjem sedežu gresta nocoj v zapor zaradi preprodaje fentanila. 2 moška potnika na sprednjih sedežih bosta dobila nekaj kazni. Poklicati bosta morala prevoz, ker noben od njiju nima veljavnega vozniškega dovoljenja. V okrožju Richland, kjer se zdi, da poskuša glavni namestnik Sloan Simpson ustaviti motorno kolo.
Central 9115, 1038. Colleen Ma Boulevard. Torej, vsi pojdite nazaj proti Parklandu. Je na motorju. In jaz sem 100. Prinesel sem svojega voznika mikrofona. Svetla srajca, kaki hlače. Zdaj prihaja po Kolinmo Boulevardu proti Parklandu. To je temen športni motor. Sem, hej Harper, si tukaj v bližini? To me je presenetilo. Parkiramo, prihajamo mimo Springtree. Je nepremišljen. Dobil je nove informacije. Trenutno se prebija med avtomobili. Verjetno bo šel na cesto 277 proti severu. Najverjetneje, približujemo se. Spring Flyer. Ja. 277. Ne. Prečkamo 277. Še vedno gremo proti faru. Po cesti 277 proti faru. Pravkar bomo prečkali železniške tire. Zdaj smo opravili 97. Kam je šlo? Kam je šel? Je naredil 10:50. Moral je. Mislim, da je 10:50. On je tukaj zunaj v gozdu, on je 10:50. Jaz sem tukaj, Faro in 29. V redu, tukaj smo, 10:50, cesta, proga, Vrabec. Poskušamo ugotoviti, če je še vedno tukaj. Kje je? Prekletstvo. V redu, naj bo še ena enota tukaj z mano. In potem postavimo obroč tam zunaj pri faru, za vsak slučaj, če je pobegnil. Ne morem povedati. Njegov motor je tukaj, v grmovju. Tukaj je močvirje. Samo 5 uri glede na svoj avto. Ja, kolo imam tukaj. Pridi sem, pejdi z menoj, da lahko pregledam to območje tukaj. Samo pomagaj mi se prepričati, da ni tukaj spodaj, preden začnemo sledenje. Šerifov urad, če si tukaj, pokaži mi roke. Ne vem, kolo je tukaj. Zgubil sem ga izpred oči, ko je šel v grmovje. Ja, zgubil je nadzor tam pri ovinku. Delamo na tem. Ja, podrl je znak. Pomagaj mi preiskati to območje tukaj. Ja, verjetno je poškodovan. Prekleto, ta zafrkana svetelka je crknila. Poskušam vzeti rezervno iz avta. V redu, gremo. Tukaj si moramo razporediti, ker je verjetno padel s kolesa. Poglejmo. Sled kolesa vodi tod, tam je znak. Ta znak tukaj. Peljte se naprej, kar tam skozi. PhD skozi, kam?
Vse je tisto odprto območje tam zunaj. Pejte skozi tisto območje. Ja, hej, ne hodi predaleč, Roberts. Pustili bomo, da ga najde policijski pes. Samo ustavi se za trenutek in se zapelji skozi. Jaz bom tekel s policijskim psom, ko pridemo tja. V redu? Hej, Brooks, lahko dobiš kratek povzetek? Tudi jaz grem s policijskim psom. V redu torej. Poskušal sem ustaviti tisti motor zaradi nevarne vožnje. In seveda, ko sem ga poskušal ustaviti, je pobegnil pred mano. Tako so prihajala okoli tega ovinka tukaj. Jaz sem vozil okoli 100, on pa me je puščal zadnji, tako da je vozil precej hitrej. In tukaj je zgubil nadzor, ni več z motorjem. Tako da bomo zdaj poskusili preiskati območje in videli, če lahko najdemo tega tipa. Najverjetneje potrebuje neko vrsto. Potreboval bo neko medicinsko pomoč. Naredili bomo vse, kar lahko, da ga najdemo in mu zagotovimo pomoč, ki jo bo potreboval. Hej, Roberts, ostani tukaj, grem gor. Stekel bom do patrulnega avta in vzel svojo drugo svetilko, prav? Svetla majica, skoraj rožnata in kaki hlače. V redu, torej ne more biti šel predaleč, kaj ne? Torej bi morali postaviti obroč tukaj in ga najti. Vprašanje je, veste, kako odločno ga bodo zasledovali. Seveda, mislim, očitno ni s koresom. Ampak poslušajte, odzival sem se na takšne klice, pa naj bo to prometna nesreča, kjer je nekdo poškodovan in morajo poklicati helikopter, ali celo dron, kot je danes običajno. Oseba je lahko poškodovana nekje v bližini in samo leži tam. Ni nujno, da je pobegnila. Leži poškodovana v bližini in prav tako potrebuje zdravniško pomoč. Tam zunaj je PSC, to je. Policijski pes Bobby pomaga pri iskanju. To je strokovnjak za pse John O'Shaughnessy. Kolo je tukaj, hiter je stekel z nami. Torej, Patrik nam je pokazal območje, kjer je hodil, vendar ga ni videl, da bi se stopil s kolesa. Bem, tukaj je! Ja. Moral bi v redu. Ja. Kje je njegov zadnja znana lokacija? Kako daleč si šel naprej? To tam desno? V redu. Ja, če želiš to narediti, prosim, pridi gor, naj se pokaže. Ne hecaj se, ugriznil te bom. Prosim, oglasi se, pokaži se. Ja, kjer stoji Robert, smo prišli najdlje v to smer. Moram ga hitro zameniti. Ja. Ali gre kakšen osumljenec proti Mayfieldu? Nisem prepričan, nisem ga videl, da bi se stopil s kolesa. Tukaj ga je razbil. Torej je nekje na tem območju, kjer smo mi. Kam je šel? Jaz sem tukaj. Je to tisti, ki sledi sledom pneumatik? Ja. Tako je šel naravnost noter in podrl znak. Vem. Sam počakaj. Tako, smo že. To bo lahko. Vidiš, kakšne sledi tukaj? Vidiš, kakšne stopinje? Ja. Ja. Poskakuje. Samo preverjam, ne vem.
Tukaj. Imate sledi. Yes. Kar naprej, Bobby. O, za vraga, ne. Torej so to namigi. Da, gospod. Velike stare, kar izgleda kot stopinje. To je samo eden, ja, res je. Ampak je mal bedno. In zdaj Bobby sledi. Odmor za kakanje. Tukaj sem. Je kul, vzeli si bomo kratek odmor, vrnil se bom k temu. Zdi se, da so blizu, da najdejo to osebo. Takoj se vrnemo. Še naprej iščejo osumljenca, ki je ali padel z motorja, ali pa je se stopil z motorja in pobegnil. Vržen je bil z motorja, tukaj pa so stvari, ki so ostale, kjer je verjetno pobegnil prav tukaj. Ha? Stoji v močvirju. Ja, tukaj ne vidim ničesar, kar bi kazalo na to, da je bil res tukaj. Ha? Oh, Denanika. Imam osebni dokument. Dunn Street v. Winsboro. V redu. V redu, torej. Tukaj ni ničesar, kar bi nam kazalo, da je še vedno tukaj. Torej je policijski pes očitno nekaj zavohal na sledi. Tukaj pri kolesu smo našli denarnico z osebno izkaznico v njej. Torej lahko skoraj zagotovo rečemo, da je to ta tip. Torej, če bo policijski pes neuspešen pri iskanju, bom za tega tipa pridobil sodne naloge za nekaj različnih obtožb. Ne vem. V redu, pravkar ste slišali. Zdaj, ko ima denarnico, bodo našli to osebo. Veš, to je ena stvar, ki verjetno ne želiš pustiti na kraju dogodka, ko pobegneš. O, bog. Wilst. Je to tvoja denarnica? Torej, ali ga bodo našli zdaj, ali pa ga bodo našli kasneje. Mi bomo to spremljali. Še naprej iščejo osebo, ki je pobegnila z motorjem, vendar ima njeno denarnico. Ja, to bi mogli biti tam čez približno 2 ure pa pol. Takrat. Tako da je potem odpeljal, preden sem vključil policijske luči. Redo. Prej v tem for 2 noč in Columbia Mall in šel skozi nakupovalno središče nazaj na Park Lane. Za Pinnaclum. No, ta del je verjetno neverjeten. Pa si misli. Dobili so ga za Pinnaclum. Res? Ja. Ne vem, med dežjem in železnice je več dovoznih poti. Hej, misliš, da lahko grem tja? V redu. Mora priti do nahrbtnika in rjavega tempa. Ne morem priti skozi. Kje je to? Bom hitro naložil Boba. 341. Tukaj je gost. Haha, razumem.
Dajte svojo dovoljenico tja in jo zaklenite, prijatelj. V redu, torej gremo v eno od sosednjih regij. Opazili so jih v gozdu, ne morejo priti do njega. Zato bomo tukaj, kjer je, zaprli obroč, da bo lahko policijski pes prišel do njega. Moral sem dobiti prevoz, kaj ne? Mislim, da bi zato potreboval prevoz. Tukaj moraš biti previden, če kdo drug reče, da je videl tega tipa, ker potem boš začel premikati vse svoje enote stran od prvotnega območja. In kot si rekel, kot so pravkar rekla, morda je moral imeti prevoz, da je prišel tja, ampak tukaj moramo biti res previdni. Torej, zagotovo ni nobenega zagotovila, da je to pravi tip. Ampak, kaj ne? Ampak policijski pes Bobby bo to zagotovo razjasnil. Pravzaprav tukaj, poglej okoli. Pojdimo k policijskemu kinologu Johnu O'Shaughnessyju s policijskim psom Bobbyjem. Imam zapleteno zmedo. Zaenkrat počasi in zasledovan. Kolesarim, a nekaj takega. Strmoglavil in začel teči po tej cesti tukaj. Sledili smo skoraj vse do avtoceste I-77. Bobby je začel skakati na ograjo. Očitno je šel čez to ograjo, nato pa ga je drug namestnik videl, kako je stekel v gozd. Torej, daj Bobbyju. 1 do 4 na 130. 2 minuti odmora in potem bomo takoj nadaljevali. Še tesno smo mu za petami. Pošli nekoga na Pinnacles in Raven Road. Če se lahko prebijem mimo teh ljudi. O moj bog. To je noro. Hej, tako je. Zulu, Golf 52176. Ne vem. Samo opomnik, da so za tabo modre luči. In gremo nekam. Tu, če te ustavljajo, samo zapeli na stran, zapeli z ceste. Zapeli na sredinski ločilni pas. 125. Pojdi na desno. Pojdi na levo. Nekaj. To je malo bolje, kada se ustaviš sred ceste in jo blokiraš. In to je tvoj nasvet za nocoj. Tam je razočarani specialist John O'Shaughnessy, ki je še vedno v tesnem zasledovanju osebe, ki je pravkar pobegnila pred njimi. Počakaj, Boba. Ne bi me smeli videti pri celo Bobbyju. Cage 9, malo premora. Sam and Paul. Okrožje iskanje se tam nadaljuje s policijskim psom Bobbyjem. Mislijo, da so pravkar opazili to osebo, vendar kot je poudaril načelnik Taylor, oseba, za katero mislite, da ste jo opazili, ni nujno vaš osumljenec. To je kaj sprožilna žica. Ampak Gremo v ta kontejnerski prostor. sprožilna žica. Čakaj. Kar poje, Bobby. Mislim, da je šel sem noter. Ja. Bobby poskuša preskočiti to ograjo med kontejnerje. Ne, spod ima žico. Lahko poskusimo poiskati odprtino. Ne verjamem, da je to tisto, kar je on govoril. Mislim, lahko poskusiš dvigant. Je kar težko. Ne vem, ali lahko. Morda ga lahko spravim čez. Nočem ga poškodovati. Mislim, da ga ne morem spraviti čez, ne da bi ga poškodoval. Ne, v redu. Kje si dobil, ne vidim razloga. Ne vem. Torej, iskanje se tam nadaljuje. To bomo spremljali, dokler ga ne ujamejo. In če ga ne ujamejo nocoj, ga bodo ujeli jutri zvečer, ker imajo njegovo denarnico. Ne vem, bom videl, ali ga lahko usmerim. Da grabi bedak, pojdi. Pojdi. Yep, hold it.
Levi me dejansko odlože pri postaji. Ja, v redu si. Najdi tistega, Zuka. Mislim, da naš snemalec tam razmišlja, ali bo šel spodaj ali zgoraj. Ali, ja, točno tako. Ja, veš, ni lahko. In veš, morajo iti skozi usposabljanje, ampak to verjetno ni ravno tisto, na kar so navajeni. Še bi naravnost in nekoliko v tisto smer. Naj vam prinesem $100. Oh, bedak, Gore. Stopite v stik z nami, ampak jaz jim bom povedal. Bobby. Zgodbe. Ne. V redu. Ne vem, ne. To je Brain Street. Oziroma vodno linijo. To je Brain Street. Ne vem, pili me k Horsemanu. Hej, tukaj je Rebeka, pripeljam OJP, nimam MBT-ja. Imam ga. Dobre zgodbe. Držim pesti zate v tej zmedi. Samo pomoč potrebuješ, on je v redu. Utrujeni. Zdaj mi morali biti v gozdu. V redu. Če padem v tisti čevelj, je spet v bolnišnici. Je za bolnišnica. Tam imaš utrujenega kužka. Tako da jih zdaj peljejo po dolgem iskanju. A še vedno teče? No, pravkar ste ga slišali vprašati, ali še vedno teče, no? Ja, iz leve cone. Pravkar sem ga zgubil. Spet so ga zgubili. Spet. Ne, če lahko z njim. Potrebujemo nekaj enot, ki bi se lahko odcepile in odpravile tja. Videti je, da je tam kinološki specialist O'Shaughnessy. Iskali so tega tipa, ki je pobegnil z motorjem, nato pa peš. Dal ti bom kar lahko, utrujen sem. Govorimo po celem Preklen, regija 2. To je kot nek olimpijski superzvezdnik, ki lahko teče naprej. Skače čez vse ograje, ampak je zabavno. Bobby potrebuje še malo več kardiovate, ampak me je vlekel, zato mu ne zamerim preveč. Malo hujšam, zato sem lažji, ampak to ni izgovor. Zunaj je 32 stopinj. Vseeno, zdaj bomo pripeljali bajna ven in zamenjali pse. Si v redu? Mislim, da je bil v tem primeru tudi glavni namestnik Simpson tisti, ki je poskušal ustaviti tisti motor med prometnim nadzorom, ko je ta pobegnil, kar se je hitro spremenilo v visokohitrostni pregon, kjer so hitrosti dosegle vsaj 160 km na uro. Motor se je na koncu pripeljal do železniškega prehoda. Motorist je v ovinek zapeljal 156 km na uro in nato izginil. Očitno je motor nato strmoglavil, zadel je 2 prometna znaka, preden je končal v močvirju. Motorista ni bilo nikjer, njegova denarnica pa je še vedno bila tam, kar je dober namig. Pripeljali so policijskega psa Bobja, da bi pomagal poiskati motorista, ki je očitno pobegnil peš. Na koncu so odkrili nekaj stopinj, nato so našli čevelj, za katerega menijo, da je pripadal osumljencu. Še vedno pa ni bilo sledu o motoristu. Ko smo zaključili z oddajo, so policisti poslali dron v upanju, da bodo zaznali morebitno toplotno sled. Niso ga uspeli najti, vendar zaradi denarnice vedo, kdo je, kar je potrdil glavni namestnik Simpson. Zdaj upajo, da bodo pridobili nalog za njegovo aretacijo. Možni obtožbi vključujejo vožnjo z odvzetim vozniškim dovoljenjem, tretjo ali večkratno nevarno vožnjo ter tretji prekršek neustavitve kljub modrim lučem in sireni, kar se šteje kot hujši kaznivi čin. Prepričan sem, da ga bodo tudi nocoj iskali, toda tretji prekršek pove, da gre za rednega storilca. Je profesionalec v bežanju pred policijo. S tem ogroža veliko ljudi. Veš, življenja so v nevarnosti, tudi njegovo lastno. Mislim, ko se zaletiš pri 156 km/h in lahko vstaneš ter pobegneš, je to kar sreča. Ja, in ga bodo našli. Oh ja. Ja.